Živijo, živijo, upam, da ste ok, dobrodošli v nov, že 25. zaporedni Hervisov tunel, prepoln novic iz nogometne Anglije. Koledarju primerno je zdaj prava priložnost, da se pomudimo pri reprezentanci Anglije, ki se bo v teh dneh pripravljalno trudila na dveh prijateljskih tekmah, najprej proti Nizozemski, nato pa še proti Italiji. Že pregovorno velja, da na Angleže nikoli ne gre računati prav resno, širši seznam njihove elite tudi tokrat potrjuje znano dejstvo. Če že imajo hitre in spretne noge, pa ekipa selektorja Garretha Southgatea nima istopajočih pametnih, taktično pametnih vezistov, še posebej ne tistih ofenzivnih. Tako Tottenhamovca Eric Dyer in Dele Alli, kot tudi Alex Oxlade-Chamberlain in Jordan Henderson iz Liverpoola sta v svojem klubu vajena kombinirati in prodirati v navezi s tujimi zvezdniki. Zato bo ključni mož angleške selekcije tudi to poletje Jack Wilshere. Arsenalov playmaker v zadnjih tednih igra vse bolje in bolje in to je zelo spodbudno, le upati je, da ga ne bo kot že tolikokrat doletela kakšna poškodba. Trenutno je na bolniški prvi angleški goalgetter Harry Kane, ki ga bosta v teh dneh zamenjala Danny Welbeck Arsenal in pa Jamie Vardy Leicester. Angleški napad dopolnjujeta Raheem Sterling iz Man Cityja in Marcus Rashford iz Man Uniteda. V angleško obrambo razen bočnega veterana Ashleya Younga ni delegiran nihče drug iz Manchester Uniteda, kar je logično in za svetovne prvake iz leta 1966 najbrž tudi kar dobro. Selektor Southgate pa že ima obilico zabave pri izbiranju prvega vratarja, kajti vsi trije kandidati, Joe Hart, Jack Butland in Jordan Pickford so dokaj zanič. Občasno sicer izjemna, Butland in Pickford sta ga minulo soboto vzajemno veselo biksala na tekmi Stoke City Everton. Medtem pa Joe Hart, ki je tako odlično branil pred letom in pol prav v Stožicah za svoj West Ham, niti ne igra redno. Ko pa že nastopi, pa se navijači West Ham Uniteda ponavadi začudeni držijo za glave. Se na Hervisovem Facebooku ujamemo spet čez teden, do takrat se imejte lepo. Jaz sem Matjaž Ambrožič in vas lepo pozdravljam iz Londona.